Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokratni podcast je kot nekakšen vodnik po davkih za vlagatelje, torej za vse tiste, ki investirate v različne naložbe ali pa to še boste. Morda to ni najbolj privlačna tema za podcast, vsekakor pa je nujno za vlagatelje, da poznajo tudi davčni vidik investiranja. Za vse vlagatelje je februar pomemben mesec. Saj do 28. februarja potrebno oddati napoved za odmero dohodnine za v preteklem letu ustvarjene obresti, kapitalske dobičke, dividende in tako dalje. Veliko je vprašanj na to temo. Kdaj, kako, zakaj, kje, kaj pa če recimo ne. Zato bomo skozi praktične primere predstavili različne situacije, ki lahko predstavljajo davčni dogodek. Podcast je pripravljen na način, da je primeren tako za novince, kot tudi bolj izkušene investicijske mačke. Zavedam se, da številni, ki vlagajo v nepremičnine z namenom oddajanja, hkrati ne vlagajo na borzo in obratno, torej nekateri dajajo prednost borzi kot nepremičninam. In ker so obe temi precej obsežni, sem pripravila ločena podcasta. V tem bomo govorili o dividendah in kapitalskih dobičkih, ki ustvarimo s prodajo delnic, vzajemnih skladov, ETF-ov, izvedenih finančnih inštrumentov, dotaknili se bomo tudi valutnega trgovanja ter kriptotrga. V naslednjem podcastu pa bomo več povedali o davkih in nepremičninah, vse od nakupa, prodaje, oddaje, kaj se splača in kaj se ne splača. Vse, kar mora vlagatelj vedeti o davkih, se v tokratnem davčnem podcastu pogovarjam z Juretom Mercino, ki je partner v družbi za davčno in podjetniško svetovanje Leitner & Leitner. Vmes pa nam bo z davčnimi pikantnostmi postregel tudi Stojan Glavaš iz finančne uprave. Jure, lep pozdrav. Pozdravljena, Marja. Kot že v uvodu omenjeno, za vlagatelje je nekako dan D, 28. februar, ko je potrebno oddati napoved za odmero dohodnine za v preteklem letu ustvarjene obresti, kapitalske dobičke, prejete dividende in tako dalje. Moram priznati, da se vsako leto, čeprav imam to namen opraviti prej, vedno lotim oddaje napovedi 5 pred 12, torej tik pred zdajci. Predvidevam, da nisem edina. Jure, kako je pri vas oziroma pri vaših strankah? Ja, tako je. Mi v bistvu naše stranke praviloma zaprosimo za podatke že kar nekje v sredini meseca januarja. Glavni razlog za to je, da sploh v primerih, ko imajo posamezniki trgovalne račune v tujini, so podatki v obliki, ki praviloma ni čist skladna z tem, kako mora izgledati davčna napoved. Torej, za ugotavljanje kapitalskih dobičkov se uporablja metoda FIFO, in večina tujih bank, kjer imajo te posameznike sredstva ali pa tujih platform, ne omogoča, čist takih izpisov za avtomatsko oddajo davčnih napovedih. To pa pomeni, da je potrebno še kar precej nekega ročnega dela in poizvedovanj, preden lahko dobimo kvalitetne vhodne podatke za pripravo davčnih napovedi. To, da se angažiraš za vsaj pripravo dokumentacije že sredi januarja, je v bistvu odlična ideja. Bom skušala to tudi sama upoštevati naslednje leto. Letos sem že zamudila ta vlak. Preverila sem pa tudi na Fursu, kaj o tem pravijo, tako da predlagam, da poslušamo. Statističnega podatka nimam, ampak ja, imate prav praktično pri vseh davčnih obveznostih in pravicah, v primeru vzdrževanja družinski člani tudi, kjer gre za pravico. Skratka, zelo pogosto se dogaja, da zavezanci tik pred zdajci oddajajo napoved, kar glede na to, da je možna elektronska oddaja, niti ni nič narobe. Ni narobe v primeru, da posameznik zna oddati takšno napoved, torej da točno ve. V primeru vzdrževanja družinskih članov je to zadeva enostavno funkcionirala glede na to, da so imeli zavezanci na voljo že predizpolnjen obrazec z lanskimi podatki in potem so zgolj z nekaj kliki takšno vlogo oddali. Nekaj podobnega je tudi letos pri oddaji napovedi iz oddajanja premoženja v najem, tudi obrazec, recimo na mobilni aplikaciji e-davki v obliki tako imenovanega čarovnika oziroma wizarda, kjer zavezanca lepo po korakih vodi do same oddaje. Kje pa je problem, če se zavezanec tik pred zdajci odloči za oddajo? Problem je takrat, kadar se nekje vsebinsko zalomi, ko zavezanec ne zna, recimo se odloči
oddati, 5 pred 12 in potem ugotovi, da ne zna izpolniti obrazec, da mu manjkajo še določeni podatki, potem dostikrat se obrne na naše klicne centre, ampak glede na to, da je takšnih podobnih zavezancev, ki tik pred zdajci rešuje zadeve relativno veliko, so potem tudi temu primerno daljše čakalne vrste na linijah. Če zavezanec ni 100% prepričan, da bo lahko sam suvereno dal napoved, priporočam, naj se tega loti raj nekaj dni prej. Tako nam svetujejo na Fursu, torej, da se angažiramo vsaj par dni prej za oddajo napovedi. Jure, predvidevam, da se mali vlagatelji, ki imajo nekaj 10 ali pa morda 100.000 evrov velike portfelje, ne obračajo prav množično na davčne svetovalce. Koliko pravzaprav so v povprečju veliki portfelji vaših strank? Ja, glavnino naših strank v bistvu predstavljajo premožnejši posamezniki, ki imajo portfelje v upravljanju pri tujih bankah. Torej, tukaj se pogovarjamo o nekaj 100.000 evrih portfeljev. Vedno več pa je tudi nekih, manjših vlagateljev, ki v bistvu delajo precejšnjo število transakcij in jim to povzroča kar nekaj sivih las, ko je treba pravilno oddati davčno napoved. Za vse storitve je seveda potrebno tudi plačati. Koliko pa je potrebno odšteti za davčno svetovanje? Cena za pripravo davčnih napovedi je odvisna od vrste dohodkov in pa predvsem od števila transakcij, če govorimo o kapitalskih dobičkih, in se gibajo nekje v razponu od 800 pa lahko tudi do 2000 evrov. To je že z vključenim DDV-jem. Ja, vsi ti stroški dodati nam dodatno znižujejo donosnost. Pod črto, če sva iskrena. Ja, sigurno. Je pa tako, da seveda vsak posameznik lahko tudi sam vloži davčno napoved, če ima to znanje in ustrezno kvalitetne vhodne podatke. Veliko je novincev na borzi, ki v bistvu šele spoznavajo davčni vidik investiranja. Verjetno pa ne škodi obnoviti znanje, če tudi smo izkušen borzni maček. Torej, dajva za začetek pojasniti, kdo mora dati napoved za odmero dohodnine in kdo ne. Če mogoče začnemo kar z kapitalskimi dobički, davčno napoved mora oddati vsak, ki je v koledarskem letu prodal nek vrednostni papir, nek enoto vzajemnega sklada in tako dalje. Ne glede na to, ali je s tem ustvaril nek dobiček ali izgubo. Kar se tiče pa obresti in dividend, je pa tako, da v bistvu mora davčno napoved oddati tisti zavezanec, ki je prejel dividendo ali pa obresti, pri kateri ni plačnika davka v Sloveniji. Ker če recimo dividendo izplača neka družba iz Slovenije, že družba naredi davčni odtegljaj in v tem primeru seveda za to dividendo v Sloveniji ni treba vlagati napovedi. Dohodki iz kapitala se obdavčijo cedularno, torej to pomeni, da se ne vštevajo v letno dohodninsko osnovo, ampak so obdavčeni po fiksnih davčnih stopnjah. Napoved morajo dati v bistvu vsi, ki so davčni rezidenti Slovenije, tudi če so to mladoletni ali pa upokojenci. Je malo drugačna zadeva kot pa recimo pri dohodkih, ki se vštevajo v letno davčno osnovo in so obdavčeni v okviru letne dohodninske odmere. Kaj pa, če ustvarim samo izgubo? Ja, tudi v primeru izgube je treba davčno napoved oddati, ker so pač taka pravila. Relevantno je torej to, ali je bila kakšna transakcija obdavčena narejena ali ne, torej obdavčena odsvojitev, ne glede na to, kakšen je bil izplen iz te odsvojitve. Dajva pogledati konkreten primer. Recimo, prodala sem nekaj delnic, ki sem jih držala več let, recimo ena izmed teh je bila Tesla in manj kot leto, recimo to je bila delnica Zuma. Od česa je odvisna višina davčne stopnje za obdavčitev dobička, ki smo ga ustvarili z delnicami? Ja, višina davčne stopnje je odvisna od trajanja imetništva nekega vrednostnega papirja in pada sorazmerno z trajanjem imetništva. Vsak vrednostni papir, ki ste ga imeli do 5 let, je obdavčen po 27,5%, po poteku 5 let pade stopnja na 20%, po 10 letih na 15%, po 15 letih na 10% in po 20 letih je odsvojitev kapitala neobdavčena. So pa tu tudi neke izjeme, recimo pri naložbenih življenjskih zavarovanjih si prost plačila davka že po 10 letih. Poznamo pač določene izjeme, eno izmed njih si že omenila, torej to je recimo dohodek iz življenjskega zavarovanja in pa seveda poznamo tudi določene naložbene kategorije, ki so neobdavčene. Recimo sem noter spada recimo kakšne plemenite kovine, ki so v fizični obliki, recimo kriptovalute, tudi prodaja obveznic,
je neobdavčena, tako da so določene kategorije, ki niso obdavčene. O kriptovalutah in drugih neobdavčenih naložbah bova malce več kasneje povedala. Sedaj se bova nekako fokusirala na trgovalne račune, ki jih imamo v tujini, kako je s prijavo teh računov, ali moramo FURS-u to javiti in ali FURS ve o vseh mojih transakcijah, ki jih opravim v tujini. Ja, zdaj tako je. Teh računov brokerskih zagotovo ni treba poročati na finančno upravo, tako kot recimo to velja za bančne račune, ki jih imate v tujini. Nisem pa čisto prepričan, ali te računi zapadajo pod tako imenovane finančne račune, glede katerih poteka avtomatska izmenjava podatkov med državami članicami EU. Tukaj jaz ne bi upal kar zavezancem reči oziroma bi jim odsvetoval, da določene zadeve skrivajo, ker na mednarodni ravni je zelo velik pritisk na avtomatsko izmenjavo podatkov, ravno glede finančnih računov, poroča se, stanje in pa dohodki, ki so bili prejeti na ta račun, recimo obresti, dividende in tako dalje. Je težko biti skrit, in zato tudi z tega vidika nekako bi odsvetoval to, da recimo se napove samo en del transakcij ali pa da se sploh transakcij ne napove oziroma da se davčne napovedi ne odda. To sem preverila tudi na FURS-u. Predlagam, da kar poslušava, kaj so nam na FURS-u povedali in pa seveda tudi, kaj se zgodi, če pozabimo slučajno prijaviti kapitalskih dobičkov ali pa dividend. Kar se tiče računov, bi rad izpostavil, da tiste račune, ki so v tujini, je treba prijaviti plačilne račune iz tujine. Če ima posameznik odprt račun v Sloveniji, potem takšnega računa ni potrebno prijaviti, ker FURS dobi podatke po uradni dolžnosti. Če je posameznik opravil borzne transakcije prek tujega spletnega borznega posrednika, pa je zavezan za oddajo napovedi in tudi FURS ve za račune in pa transakcije v tujini. Finančna uprava namreč že kar nekaj let preko avtomatične mednarodne izmenjave podatke vsako leto tako o računih iz tujine, kot tudi o dohodkih, ki so slovenski rezidenti prejeli v tujini. Kaj pa, če recimo po nesreči pozabimo prijaviti recimo 20, 30, 70% kapitalskih dobičkov? Kaj potem FURS v tem primeru naredi? Če posameznik ne odda napovedi, ki bi sicer moral do 28. februarja, potem je za to zagrožena globa. Globa znaša od 250 do 400 evrov. In pa še ena informacija, če torej posameznik sicer odda vlogo in pa v vlogi navede neresnične podatke, s katerimi želi namerno spraviti davčni organ v zmoto, je pa globa celo višja, ki znaša nekje od 400 do 5000 evrov. Bi pa pri tem opozoril, da poleg globe, ki je posamezniku naložena za neoddajo napovedi, torej pa davčna obveznost je kljub temu posamezniku naložena. Torej, če poudarjava, v vsakem primeru plačamo tako globo, kot tudi davek na kapitalski dobiček. Kaj pa v primeru, da si res pregledal nekaj in res pomotoma nisi prijavil? Ali lahko se kako pokesamo, če lahko temu tako rečem? Če posameznik ne odda vlogo, bi najprej opozoril, če samo ugotovi, da je zamudil rok, recimo 28. februar za prijavo kapitalskih dobičkov, če ugotovi, v marcu, da je pozabil oddati napoved, potem lahko to posameznik stori kot samo prijavo. To pomeni, da če je sam, brez da bi ga davčni organ spomnil na oddajo, posameznik lahko tudi po roku odda vlogo, jo odda kot samo prijavo in v tem primeru ni v prekršku. Sicer, ko pa enkrat davčni organ sam na podlagi kontrolnih podatkov ugotovi, da zavezanec ni oddal napovedi, kljub temu, da je imel obdavčljive dohodke, in se potem sproži nek ugotovitven postopek, potem je pa odvisno od samega konkretnega postopka, posameznik se takrat ravna po navodilih davčnega organa. Tako pravijo na FURS-u. Jure, ali ste morda reševali v vašem podjetju kakšen takšen primer, ko je nekdo pozabil načrtno ali pa zgolj slučajno prijaviti dobiček? In kaj ste v tem primeru vi svetovali oziroma naredili? Ja, če sem čisto iskrena, po letu 2016, ko je začela potekati ta avtomatska izmenjava podatkov o finančnih računih,
se je na nas obrnilo kar nekaj strank, ki so imeli račune v tujini, praviloma sta bile to Švica in Avstrija, in seveda za pretekla leta niso dajali nobenih davčnih napovedi za kapitalske dobičke, dividende in tako dalje. In s temi strankami smo v bistvu v okviru postopka samoprijave uredili te napovedi za nazaj. Postopek samoprijave v bistvu poteka na način, da se pač nekako davčni zavezanec, dajmo reči, se skesa, vloži za nazaj vse napovedi, plača davek in pa zamudne obresti. V zameno je pa v bistvu oproščen odgovornosti za davčni prekršek, torej ni mu treba plačati nobene globe iz tega naslova. Oddaja napovedi, sploh za tiste, ki bodo to počeli letos prvič, zna biti kar, recimo temu, zanimiva izkušnja. Seveda se dogajajo tudi napake pri izpolnjevanju te napovedi. Zato sem na Fursu vprašala, katere so tiste najbolj pogoste napake, ki se nam zgodijo pri oddaji napovedi. Poslušajmo njihov odgovor. Ja, torej izpostavil bi mogoče 3 take najbolj pogoste, najbolj tipične, ki jih tudi v letošnjem letu zaznavamo. Recimo napaka je pri dividendah, recimo doseženih v tujini, da posamezniki napovedo znesek oziroma napovedo dohodek v tako imenovanem neto znesku in ne v bruto znesku, kot je pravilno. Torej napovedati je potrebno dividende iz tujine v tako imenovanem bruto znesku. Potem drug primer je, ko recimo zavezanec iz tujine prejme dividende in jih takoj reinvestira. Se pravi, da ne pride do denarnega toka. Zmotno včasih kdo misli, da teh dividend ni potrebno napovedati, pa jih je potrebno. Tudi dividende, ki se takoj reinvestirajo, je treba napovedati pri davčnem organu, ker se šteje, da so dosežene, ne glede na to, da izplačila ni bilo. Če ste opazili, sem že obakrat omenil dividende iz tujine. Namreč zavezanec napove do 28. februarja le dividende, ki so prejete iz tujine. Tiste dividende, ki pa so prejete oziroma izplačene v Sloveniji, pa ni potrebno napovedati, ker te podatke finančna uprava dobi po uradni dolžnosti. Pa mogoče še en primer, če izpostavim, namreč zavezanec se lahko fizična oseba prostovoljno odloči, ali bo napoved oddal elektronsko prek sistema e-davki ali v papirnati obliki. Ampak pozor, če je imel zavezanec v preteklem letu več kot 10 transakcij pri recimo odtujitvi vrednostnih papirjev, potem mora napoved vložiti elektronsko prek sistema e-davki. Če je pa imel do 10 transakcij, potem se pa lahko odloči, bodisi v papirnati obliki ali pa elektronsko prek sistema e-davki. Seveda pa v vsakem primeru priporočamo elektronsko prek sistema e-davki, ker je to za zavezanca enostavne. Tako, slišali smo 3 tipične napake, ki se zgodijo pri izpolnjevanju napovedi. Jure, bi morda še ti dodal kakšno napako? Ja, zdaj tako je, je kar nekaj specifik pri teh napovedih. Recimo ena od napak je, kar se tiče same menjave vrednostnih papirjev. Včasih pride recimo do neke corporate action, da se zgodi recimo ali to neka pripojitev, izčlenitev, preoblikovanje in tako dalje in se v bistvu en vrednostni papir zamenja za drug vrednostni papir. In večinoma v tujini borzno-posredniške družbe oziroma platforme tako transakcijo prikaže kot davčno nevtralno, kar pa v bistvu v Sloveniji ne drži, zato ker se v bistvu vsaka zamenjava vrednostnih papirjev se že šteje za obdavčljivo odsvojitev. Poznamo potem 2 izjemi, ko je mogoče uveljavljati odlog ugotavljanja davčne osnove v primeru zamenjave. Prva je v bistvu, kadar se zamenja delež oziroma vrednostni papir v okviru združitev ali delitev, ki so davčno nevtralne po tako imenovani merger direktivi. In pa drug primer je, ko gre za prehod med podskladi znotraj istega krovnega vzajemnega sklada. Ampak v obeh teh primerih v bistvu tukaj ni avtomatizma, za odlog je treba dati posebno vlogo in v praksi v večini primerov, ko smo videli, pogoji za ta odlog v bistvu niso bili izpolnjeni. In težava je, če platforma to prikaže kot davčno nevtralno transakcijo, potem v bistvu mora res davčni zavezanec vedeti, a je zdaj to res ali ne po slovenski davčni zakonodaji. Tako da to je en vidik, drug vidik je pa seveda
težava pri pravilnih vhodnih podatkih, ko se ugotavlja v bistvu datum nabave, nabavna vrednost in tako dalje, zaradi uporabe te FIFO metode. To je težava, predvsem takrat, kadar je bilo veliko nekih nakupov in pa potem tudi odsvojitev. Zdaj, če vi kupite en papir, pa ga potem odsvojite, je zadeva enostavna. Če ste pa vi kupovali papirje recimo mesečno, pa jih zdaj tudi odsvajali mesečno, niste vsega naenkrat prodali, je pa seveda precej zapleteno ugotavljati v bistvu samo nabavno vrednost teh papirjev. No, sedaj, ko omenjaš brokerje in različne prakse, kaj je pomembno z davčnega vidika za nas kot vlagatelje, ko se odločamo za brokerja? Ja, zdaj tukaj mogoče bi jaz izpostavil prednost domačih brokerjev v tem, da so naši domači brokerji v bistvu že razvili, oziroma večina od njih, kakor jaz po mojih informacijah ponuja, v bistvu že kot na nek način predizpolnjeno davčno napoved v XML obliki, ki jo potem davčni zavezanec lahko precej enostavno samo uvozi v sistem e-davkov in odda, predvsem z vidika uporabe te FIFO metode. Na drugi strani brokerji v tujini seveda niso prilagodili svojih izpisov glede na slovensko davčno zakonodajo in ne omogočajo takih XML datotek, kar pomeni, da je pa tukaj potem več dela za zavezanca, ki bo mogel sam v bistvu po izpisih tega brokerja iskati pravilne vhodne podatke. Tako da to je mogoče ena razlika, in pa druga razlika je pa recimo, kar se tiče samega plačnika davka, zato ker če broker v Sloveniji prejme za tuj račun nek dohodek, recimo dividende ali pa obresti, ki so predmet davčnega odtegljaja, potem v bistvu že broker tukaj v Sloveniji pod določenimi pogoji naredi davčni odtegljaj od teh dividend in obresti in potem v bistvu davčni zavezanec niti v tem delu ne rabi vlagati davčne napovedi sam. Ja, na začetku smo že nekaj omenjali stroške in kako je za vlagatelja v bistvu pomembno, da jih ima pod nadzorom. Seveda so prednosti in pa tudi slabosti domačih brokerjev. Dejstvo je, da so domači brokerji dražji od nizkocenovnih. Nizkocenovni so pa sploh zdaj aktualni med mladimi. Verjetno se je tudi marsikateri mali vlagatelj pripravljen naučiti pravilno dati napoved, kot da plačuje visoke stroške trgovanja in druge stroške, ki jih imamo s temi platformami. Konkurenca iz tujine je huda. In ne vem, ali je predizpolnjena davčna napoved zadosti velik teaser za male vlagatelje. To težko komentiramo, zato ker niti ne poznam, kakšna je zdaj razlika v teh posredniških provizijah. Ampak jaz mislim, da je verjetno en zelo pomemben vidik tudi samo število transakcij, ki jih davčni zavezanec naredi znotraj posameznega leta. Zato ker če je nekako provizija vezana na posamezen posel, potem je tako več, ko je poslov narejenih, bolj je relevanten faktor, kakšna je provizija za posamezen posel. Ampak to je, bom rekel, pol že stvar analize primerjave cene. Bi se pa jaz mogoče malo navezal tukaj že na davčni vidik samih stroškov transakcij, in sicer po davčni zakonodaji v bistvu dejanski stroški transakcije se ne upoštevajo pri ugotavljanju davčne osnove, ampak se upoštevajo samo tako imenovani normirani stroški v višini 1%. Te normirani stroški se v bistvu priznajo na način, da ob pridobitvi vrednostnega papirja za 1% povečajo nabavno vrednost papirja in ob odsvojitvi za 1% zmanjšajo prodajno vrednost. Je pa na tem področju v preteklosti prihajalo tudi do določenih zlorab strani davčnih zavezancev, in sicer so recimo z namenom zniževanja davčne osnove tudi v bistvu določene vrednostne papirje recimo prodali, tudi če so recimo bodisi z dobičkom ali pa z nekim minimalnim dobičkom ali pa izgubo, in so s tem recimo, če je bila vrednost teh papirjev precej visoka, so lahko s temi 1% normiranimi stroški v bistvu si umetno povečevali izgubo, ki so jo potem pobotavali z dobički na drugi strani. In zaradi te prakse v bistvu je tudi v začetku leta 2020 prišlo do spremembe zakona o dohodnini. In sicer od 1.1.2020 dalje se sicer normirani stroški še vedno priznajo na tak način kot do sedaj, vendar s to razliko, da le do višine ustvarjenega dobička. Torej, če ste vi ustvarjali neko izgubo za posamezno prodajo, potem v bistvu te normirani stroški se ne bojo priznali oziroma ne bojo še bolj povečali te izgube. Oziroma, če ste ustvarjali nek dobiček, se bojo normirani stroški priznali samo
do davčne osnove nič, ne morete pa potem zaradi tega ustvariti izgube. Ko govoriva recimo temu o optimizaciji davkov, kako pa je s pobotanjem dobičkov in izgube? Recimo, da sem prodala nekaj delnic z več tisočaki dobička in nekaj delnic z več 100 izgube ali obratno. Ja, dobički in izgube načeloma se med seboj pobotajo, če gre za odsvojitve znotraj posameznega koledarskega leta. Žal pa ni možen prenos teh izgub v naslednja davčna obdobja. Ravno tako ni možno recimo izgube iz naslova ustvarjenih prodaj pri vrednostnih papirjih, ni mogoče pobotati z drugimi dohodki iz kapitala, recimo z dividendami, ki smo jih dosegli. Poznamo pa potem še en poseben institut, to so tako imenovane špekulativne izgube, ki jih tudi FURS ne prizna. Zakaj pa gre pri teh špekulativnih izgubah? Tukaj gre pa za situacijo, ko zavezanec v bistvu v roku 30 dni pred ali po odsvojitvi kapitala pridobi spet v bistvu vsebinsko istovrstni nadomestni kapital. Torej, tukaj sta možni dve varianti. Prva varianta je seveda, da vi nek vrednostni papir prodate in ga potem po manj kot 30 dneh ponovno kupite. Torej, dajmo reči, recimo bliža se konec leta, vi ugotovite, da boste imeli kapitalski dobiček in potem se odločite, da boste eno izgubo, ko imate že dalj časa na nekem vrednostnem papirju, realizirali, ampak to realizirate na način, da ta vrednostni papir prodate, potem ga pa v manj kot 30 dneh ponovno kupite nazaj. V tem primeru takšna izguba ne bo davčno priznana. To je ena varianta, ali pa druga varianta, da v bistvu vi že imate nek vrednostni papir, na katerem imate spet nerealizirano izgubo, potem pa vi kupite še dodatno ta isti vrednostni papir in hkrati potem pred potekom 30 dni prodate tisti vrednostni papir istovrstni, ki ste ga imeli že odprej noter in v bistvu realizirate izgubo, hkrati pa še vedno ste imetnik tega vrednostnega papirja na podlagi nedavnega nakupa. Tako da v teh primerih je tudi treba biti pozoren, ko davčno napoved izpolnjujete, ali so morda izpolnjeni te pogoji, pod katerimi se taka izguba ne bo priznala. Zanimivo. Da pa se zdaj dotakniti še vzajemnih skladov in pa skladov, ki kotirajo na borzi oziroma ETF-ov. ETF-i so sploh v zadnjih letih zelo priljubljeni tudi med slovenskimi vlagatelji, sploh zato tako izpostavljajo sami, ker so ugodnejši z vidika upravljalske provizije in drugih stroškov od vzajemcev. Kako je z obdavčitvijo ETF-ov in pa vzajemnih skladov, kaj moramo vedeti? Ja, zdaj tako je. V osnovi tudi ETF-ji so načeloma obdavčeni enako kot vzajemni skladi. Zdaj, edina razlika tukaj, ki je recimo v primeru prehajanja med podskladi istega krovnega sklada, je v primeru vzajemnih oziroma tako imenovanih UCITS skladov možno uveljavljati odlog davčne obveznosti, medtem ko pri ETF-u pa te možnosti ni. Ampak vprašanje, koliko res to ima v praksi neke uporabne vrednosti oziroma koliko davčnih zavezancev dejansko med temi podskladi tudi prehaja. Zanimivo, ravno to izpostavljajo naši vzajemci kot konkurenčno prednost pred ETF-i, in sicer, da v bistvu lahko prehajaš brez davčnega dogodka znotraj skladov in tako se premikaš iz bolj tveganih v manj tvegane, iz manj tveganih v bolj tvegane. No, kakorkoli, hitiva naprej, fractional trading je v bistvu sploh aktualen med mladimi, kupimo lahko delček delnice, ali enaka pravila veljajo tukaj kot tudi za delnico? Pri frakcijah delnice v bistvu uporabljajo enaka pravila, kot če bi vi odsvojili celo delnico, tako da tukaj posebnosti ni. Dotakniva se še enega scenarija, in sicer nisem zadovoljna s svojim brokerjem in ga želim zamenjati. Ali lahko pride do kakšnih davčnih implikacij pri prenosu portfelja na drugega brokerja? Zdaj, sama zamenjava brokerja v bistvu ne prinese nekih neposrednih davčnih implikacij. Vi ste še vedno kot ste imetnik teh vrednostnih papirjev, in to, če zamenjate brokerja, ne pomeni, da morate samo zaradi tega dejstva kakršnekoli davčne napovedi vlagati. Bi pa rad opozoril na eno zelo pomembno zadevo. Ko vi zamenjate brokerja, ko greste k novemu brokerju, v bistvu bo ta novi broker nabavno vrednost papirjev knjižil tisto vrednost v trenutku, ko ste vi prenesli vrednostne papirje na njegov račun.
Težava je seveda, ko boste vi prodajali nek papir, ki ga imate še iz časa, ki ste ga kupili še pri prejšnjem brokerju, se zna zgoditi, da vi več ne boste vedeli, kdaj ste papir kupili in pa po kakšni vrednosti. Zato, če boste šli v menjavo brokerja, je priporočljivo, da se v bistvu pridobijo še od tega prejšnjega brokerja v bistvu praktično vse zgodovinske podatke o nabavah vrednostnih papirjev. To je pa zelo dober nasvet, glede na to, da številni menjavajo brokerje, odkar so se pojavili nizkocenovci. Dotaknimo se še dividend. Najprej obdelajmo domačo borzo. Slovenski blue chipi veljajo za zelo dividendno donosne. Kako je z napovedmi v primeru, recimo, da dobiš več kot 1000 evrov dividend slovenskih blue chipov? Kako so obdavčene dividende? V tem primeru se seveda že v bistvu slovenski blue chip šteje za plačnika davka, ki mora odtegniti davčni odtegljaj. Sicer operativno zadeva poteka preko KDD-ja oziroma preko članov KDD-ja, ampak pod črto v bistvu je logika ta, da če je bil davčni odtegljaj odtegnjen v Sloveniji, potem zavezancu za te dividende ni treba vlagati posebnih davčnih napovedi. Tukaj bi rad opozoril tudi na primer, recimo, ko imate vi preko nekega brokerja v tujini delnice slovenske družbe, ki izplačuje dividende. Tudi v tem primeru, sicer boste vi dobili povzetek dividend, ampak tudi v tem primeru ni potrebno vlagati davčne napovedi za te delnice, zato ker odtegljaj je bil že narejen, ko so se te dividende plačevale v tujino. Opazila sem, da je v tujini kar pogosta praksa izplačevanja dividend večkrat letno. Pri nas le redke družbe to počnejo, zdaj trenutno mi pade zgolj Salus na misel. Je kakšna posebnost z vidika davkov v tem primeru oziroma z napovedjo? Posebnosti ni, napoved se oddaja letno. Včasih v preteklosti se dejansko oddajala napoved za dividende četrtletno, torej po kvartalih je bilo treba oddajati napovedi, ampak mislim, da je to zdaj že 4 ali 5 let se pa to oddaja letno. Tako da ni nobenih tukaj posebnosti, treba je pa seveda v davčno napoved zajeti vsa izplačila skladno tudi z datumi prejema dohodka. Kako pa je z dvojno obdavčitvijo? Velikokrat namreč vlagatelji bentijo, da plačajo več davka, kot bi ga morali, sploh če recimo investirajo v švicarska ali nemška podjetja. Ja, zdaj tukaj v uvodu bi mogoče povedal, da plačevanje davka v 2 državah še ne pomeni avtomatsko dvojne obdavčitve. Zato, ker dokler Slovenija kot država rezidentstva prizna v tujini plačan davek kot odbitek, v tem primeru v bistvu dvojne obdavčitve ni. Zato, ker se v Sloveniji potem doplača samo še morebitna razlika do končne davčne stopnje. Težava oziroma dvojna obdavčitev pa nastopi takrat, kadar recimo dividende izplačuje neka družba v tujini in ima Slovenija z državo rezidentstva te družbe sklenjeno konvencijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. In je v tej konvenciji notri tudi določena najvišja davčna stopnja, po kateri lahko država vira odtegne davčni odtegljaj. Recimo, če pogledamo kar za Nemčijo, ki si omenila, tam je po konvenciji najvišja davčna stopnja, ki jo Nemčija lahko odtegne 15%. Po domači nemški zakonodaji pa je ta stopnja precej višja in sicer znaša 25% oziroma oni imajo še nek poseben solidarnostni davek in skupaj znese celo 30% in še malo čez. Seveda, težava pa nastopi, ker Slovenija prizna kot odbitek v Nemčiji plačanega davka samo davek do stopnje 15%. Tista razlika, ki je bila plačana v Nemčiji, pa se lahko zahteva nazaj od nemških davčnih organov, ampak to mora zahtevati zavezanec sam. Tako da tukaj je v bistvu lahko nastane težava v teh državah. Tako da tukaj je tudi fajn, recimo, če vlagatelj ima nekako dividendno politiko pri svojih naložbah, je fajn, da tudi te zadeve malo pogleda, recimo, ker vem, po mojem vedenju vsi ETF-ji, ki v bistvu distribuirajo dobiček, so ustanovljeni v državah, kjer ni davčnega odtegljaja. Pomeni, da ta težava v bistvu sploh ne nastopi. No, če pa pride do tega, da moraš to zahtevati od tujih davčnih organov, si pa predstavljam, da je potrebno kar nekaj telovadbe. Ja, ta zadeva je kompleksna in večina davčnih zavezancev, če gre tukaj za nekaj 10 evrov, se s tem niti ne želi ukvarjati.
Evo, kličejo obveznosti, zato bom izkoristila ta zvonec, zato da napovem izvedene finančne inštrumente. Po mojem vedenju se večina slovenskih vlagateljev sicer bolj drži delnic in ETF-ov, vseeno pa se zadnje čase zelo veliko govori tudi o opcijah. Prepričana sem, da številni vlagatelji v izvedene finančne inštrumente obvladajo tudi davke, pa vendar dajva na kratko pojasniti, kako je z obdavčitvijo izvedenih finančnih inštrumentov, med katere sodijo tudi, seveda poleg opcij, tudi terminske pogodbe, CFD in drugo. Ja, načeloma za izvedene finančne instrumente veljajo enaka pravila kot za kapitalske dobičke, kar se tiče vlaganja davčnih napovedi. Tukaj je samo ena posebnost, da če je bil izvedeni finančni instrument odsvojen po manj kot enem letu imetništva, se tak dobiček obdavči po stopnji 40%. Torej, to je nekako zelo visoka stopnja za tako imenovane špekulativne dobičke, na kar je tudi treba biti pozoren. In pa seveda treba biti tudi pozoren, ko se davčna napoved vlaga, da se pravilno klasificira, ali gre res za izvedeni finančni instrument ali je to nek vrednostni papir. Ker po naših izkušnjah pa FURS to v praksi tudi kar preverja in zahteva, da se pač, če ni bila pravilno oddana davčna napoved, da se tudi to korigira. Ko omenjava špekulativne dobičke, ne moreva mimo kriptovalut. Bitcoin je dobesedno poletel v nebo in marsikdo bo ustvaril kar lepe dobičke. Kako je z davki v tem primeru? Kar se tiče same obdavčitve kriptovalut, če v bistvu sploh lahko rečemo, da so to valute, je v tem trenutku v bistvu takšna, da FURS smatra, da če vi prodate Bitcoin, je enako kot če prodate rabljeno kolo ali pa neko drugo stvar ali pa rabljen avto. Torej, to smatra FURS, da je to premičnina in načeloma dobički pri prodaji premičnine niso obdavčeni. To gre do določene mere. Če pa FURS pride do zaključka, da se vi v bistvu dnevno oziroma redno ukvarjate s preprodajo premičnin, torej te mogoče najlažje to ponazoriti z rabljenim avtom. Če vi prodate rabljen avto z dobičkom, od tega ne boste plačali davka. Če boste pa vi prodali 10 rabljenih avtov na mesec z dobičkom, potem pa seveda to ni več prodaja rabljenega avta, ampak se šteje, da upravljate dejavnost prodaje rabljenih vozil, ki se pa obdavči potem v okviru dohodka iz upravljanja dejavnosti. Enaka logika se potem uporablja tudi pri prodaji kriptovalut. Torej, če vi redno prodajate kriptovalute, bi lahko FURS prišel in rekel, vi se ukvarjate z dejavnostjo in se vaš dohodek obdavči kot dohodek iz dejavnosti. Težava tukaj je seveda, kje postaviti to mejo, katere taka prodaja še ni obdavčena, kdaj pa se že šteje, da v bistvu vi upravljate samo dejavnost. In tukaj je ogromno pojasnil FURS-a, zadeva je pa še vedno precej nejasna in bom rekel, nekak nivo pravne varnosti za vlagatelje, ki pogosto trgujejo s temi kriptovalutami, je na nizkem nivoju in dejansko bi bilo dobro, če bi to država malo bolj sistematsko tudi uredila in obdavčila. Prej sem omenjala lepe dobičke. Kaj pa recimo, če dobiš na svoj TRR 50 ali 100 tisoč evrov priliva, verjetno dobim klic od banke? Ja, zdaj tako je. Lahko dobite klic od banke, nekje so pač seveda predpisi z področja preprečevanja pranja denarja, lahko pa dobite tudi klic z FURS-a, zato ker FURS ima direkten dostop do naših bančnih računov in če FURS zazna, da prihajajo taki prilivi, seveda pozove zavezanca, da pojasni, kakšen je izvor teh prilivov. In pojasni, da je to neobdavčeno oziroma, če ni neobdavčeno, FURS zavezanca pozove, da vloži ustrezne davčne napovedi. In kaj, če ne znam pojasniti? Dve možnosti sta. Ena je v bistvu, da gre na ta poseben postopek obdavčitve nenapovedanih dohodkov, kadar se ugotovi nek občuten razkorak med sredstvi in potrošnjo davčnega zavezanca na eni strani ter davčne napovedi, ki jih je davčni zavezanec vložil. In če je ta razkorak ugotovljen, se potem v bistvu ta tako imenovani nenapovedan dohodek obdavči po 70% davčni stopnji. Pri čemer tudi ta obdavčitev je precej sporna, tudi bila je nedavno sodba Ustavnega sodišča v zvezi s tem, torej to je en postopek. Drug postopek je pa, kadar FURS v bistvu ne more kategorizirati oziroma uvrstiti v eno izmed kategorij dohodkov po zakonu o dohodnini, potem to obdavči kot drugi dohodek, ki pa gre potem v letno dohodninsko osnovo.
Kar se tiče obdavčitve kriptovalut, si zelo lepo pojasnil na primeru prodaje rabljenih avtomobilov, sem pa preverila, kako je s tem tudi na Fursu. Poslušamo odgovor Stojana Glavača iz Fursa. Tudi v finančni upravi beležimo kar nekaj vprašanj in najbolj osnovno, posledično tudi najbolj pogosto vprašanje je ravno to, ali je obdavčljivo trgovanje s kriptovaluto ali ne. Najbolj preprost odgovor bi bil, če posameznik zgolj enkrat ali zelo redko, naprimer 2-krat, 3-krat na leto proda kriptovalute in pri tem ustvari dobiček, ta dobiček ni obdavčljiv. Zdaj situacija se bodo posamezniki najlažje predstavljali, če jo primerjam, ker je namreč situacija zelo podobna, z zamenjavo valut, kjer lahko posameznik ob ugodnem tečaju valute finančno pridobi. Če pa posameznik zelo pogosto ali pa redno trguje s kriptovalutami, če je to naprimer njegov vir preživljanja, pa mora to opravljati v okviru registrirane dejavnosti, se pravi, da mora odpreti SP ali pa recimo DOO. Omenil bi še rudarjenje. Prejemanje dohodkov pri rudarjenju je obdavčeno, te prihodke treba prijaviti bodisi v okviru dejavnosti ali pa v primeru ali kot drug dohodek po zakonu o dohodnini. Glede na to, da tudi sami poudarjate, da je veliko vprašanj na to temo, me zanima, koliko pa je bilo ugotovljenih kršitev. Na tem področju, se pravi področju kriptovalut, je bilo opravljenih 17 inšpekcijskih nadzorov, nepravilnosti pa smo ugotovili kar v 16 primerih. In v teh 16 primerih smo zavezancem skupaj naložili za dobre 2 milijona evrov dodatnih davčnih obveznosti skupaj s pripadajočimi obrestmi. Najlepša hvala za te zanimive statistike. Očitno so nekateri naši trgovalci s kriptovalutami imeli uspešno leto, davčno potem sicer malo manj, pa vendar. Sedaj se bomo pa dotaknili malce manj razburljive teme in sicer to so obresti. Obresti na depozite so zadnja leta res mizerno nizka in težko si predstavljamo, da bi se dalo tu ustvariti kakšne resne zaslužke. Preden skočimo v podrobnosti, sem na Fursu preverila, kolikšna je bila najvišja vložena napoved odmere dohodnine od obresti na depozite v lanskem letu. Ja, ta podatek imam, sicer imam podatek za odmerno leto 2019, ker za 2020 se rok še ni iztekel, in je zanimivo, rekorder je prijavil dohodek iz obresti v višini 207 tisoč evrov. Od tega pa je bil potem odmerjen davek v višini dobrih 51 tisoč evrov. Sicer je pa zanimiv še en podatek, torej tisti, ki imajo obresti na denarne depozite pri bankah v Sloveniji in pa Evropski uniji, torej vložijo napoved zgolj v primeru, če imajo nad 1000 evrov obresti. Če imajo do 1000 evrov obresti, potem ni potrebno. In takšnih za leto 2019, ki so imeli, torej nad 1000 evrov obresti, jih je bilo 4063. Tako pravijo na Fursu. Jure, tudi midva sta že omenila obresti čisto na začetku pogovora. Predlagam, da skočiva sedaj na obdavčitev peer-to-peer platform. Te so dobesedno preplavile trg. Nekatere platforme oglašujejo, da je možno ustvariti dvomestne donose na vložek. Kako pa je v tem primeru z davki? Sama definicija obresti v bistvu je precej široka. Določa, da gre za kakršnokoli nadomestilo za uporabo denarnih sredstev, in če pač tukaj gre za obresti, mora prejemnik obresti seveda vložiti ustrezno davčno napoved in v Sloveniji plačati davek, ki je 27,5%. Kako pa je recimo v primeru, ko recimo prijateljici posodiš denar, seveda to formaliziraš s pogodbo in notarsko overitvijo, in pa recimo, da od nje prejmeš ali od njega prejmeš 1000 evrov obresti. Moramo to prijaviti? Te obresti so v celoti obdavčene. Tukaj bi mogoče še omenil to, da ta v bistvu omejitev teh 1000 evrov neobdavčenih obresti, ta meja velja samo za obresti na depozite pri bankah iz Slovenije oziroma iz druge države članice EU. Vse ostale obresti, recimo iz naslova obveznic, iz naslova nekih posojilnih pogodb in tako dalje, se pa v celoti obdavčujejo. Za konec omeniva še eno zadevo. Številni Slovenci iščejo načine, kako optimizirati davke.
Recimo, en moj kolega ima precej premoženja, njegov portfelj je vreden več kot $500,000 evrov in dostikrat se poheca, da se bo odselil na Hrvaško, saj se tam oproščen plačila davka na kapitalski dobiček že po 2 letih. Enako slišim, da o tem razmišljajo tudi nekateri upokojenci, pa podjetniki, ki so tik pred prodajo podjetja ali deleža podjetja. Ali to drži in kako lahko postanem davčni rezident Hrvaške? To drži. Hrvaška ima precej konkurenčno davčno zakonodajo z vidika dohodkov iz kapitala. Ena posebnost je ta, da že, tako kot si omenila, po 2 letih v bistvu je kapitalski dobiček neobdavčen, pa tudi v bistvu dividende in obresti so obdavčene po stopnji 12%, kar je precej manj kot pri nas. Kar se tiče pa samega davčnega rezidentstva, je pa v bistvu boljš, če bi vprašanje obrnili in bi rekli, ne to, kateri so pogoji, da postanete davčni rezident Hrvaške. To ni težko. Hrvaška vas bo hitro sprejela kot davčnega rezidenta. Tisto pravo vprašanje je, kaj vse je treba narediti za to, da vi postanete davčni nerezident Slovenije. Ker Slovenija je tista, ki vas mora, dajmo reči, spustiti iz davčnih kremplov in tukaj je pa treba izpolniti kar nekaj pogojev. Dejansko v bistvu je treba Slovenijo zapustiti, se preseliti v drugo državo. Če ima davčni zavezanec z družino, mora ta družina iti z njim, ker če družina ostane v Sloveniji, potem bo tudi ta posameznik še vedno ostal davčni rezident Slovenije. Pomembno je tudi, da prekine nekako te stike, v smislu, recimo, če ima neko nepremičnino v Sloveniji, mora prikazati, oziroma jo dati v najem, torej, da mu ta nepremičnina nekako ni več na voljo v Sloveniji, tukaj zapreti bančne račune in tako dalje. Tako da je v bistvu dejansko treba središče življenjskih in ekonomskih interesov prenesti v drugo državo, če bi želeli postati davčni nerezidenti Slovenije. Zanimivo. Ob tem se spomnim na razne mahinacije s socialnimi transferji, ko so se pari fiktivno ločevali, da bi plačevali manj stroška za vrtec in dobili višje otroške dodatke. Torej, fiktivno se ne da preseliti na Hrvaško. Ne, to vedno davčnim zavezancem odsvetujemo, zato ker hitro se lahko zavezanec ujame v past. Mogoče lahko kot zanimivost povem, da recimo, kadar se pojavi nek spor glede davčnega rezidentstva, recimo FURS ima pogled, kdaj in kje je s kreditno kartico v Sloveniji plačeval tak davčni zavezanec. In dejansko predložijo ta dokaz in rečejo, lejte, vi ste v Sloveniji praktično vsak drugi dan nekaj kupili, torej ste bili tukaj. Tako da hkrati z bom rekel, napredkom informacijske tehnologije je tudi vedno težje nekako zadeve prikrivati oziroma prikazovati lažna dejstva. To se sliši zelo hollywoodsko, kot bi lovili kakšnega kriminalca s takšnimi skritimi prijemi. Ja, dejansko tako izgleda. Vsekakor to odsvetujem. Dobro, mislim, da sva obdelala več ali manj vse, kar je vezano na kapitalske dobičke in dividende. Dodala sva še obresti in kriptovalute, priskočil nam je z dodatnimi pikantnostmi na pomoč tudi Stojan Glavač iz FURS-a, Jure Mercina iz Lightner & Lightner. Najlepša hvala za vse te zelo zanimive informacije in tudi nasvete. Če se pojavi še kakšno vprašanje, pa naredimo nov davčni podcast. Tako da najlepša hvala. Ni za kaj, Marja, hvala za povabilo. Če bi želeli vedeti več o davkih in nepremičninah, zlasti pri nakupu, prodaji, oddaji, vas vabim k poslušanju podcasta Money House. Bomo tudi o tem govorili v prihodnjem podcastu. Če vam je bil ta podcast všeč, se naročite nanj, skušali bomo dati čim več praktičnih nasvetov, kako pametno upravljati z denarjem. Poslušajte torej Money House, ne bo vam žal. Lep pozdrav!